Skoraj 4 leta je trajalo od tragične smrti 6-letnega Marcela do prve obravnave, kjer pa sta tako reševalec iz vode Kristjan Habjanič kot direktor športnih objektov Maribor Anton Knez povedala, da se ne čutita odgovorna. Upoštevali smo vse standarde in normative, ki so potrebni za kopališče. Seveda še pa enkrat bi rekel, pa tragični dogodek pa sigurno zelo obžalujem. Zgleda, da bo težek postopek pred nami, dokazati odgovornost teh oseb, vendar bomo vztrajali in naredili vse, da pridemo do obsodilne sodbe. Ki pa lahko za obtožene pomeni tudi do 8 let zapora. Zgodilo se je 10. februarja 2010 v tem bazenu. Ko je bilo plavalne ure že konec, je deček neopazno izginil, na dnu bazena pa so ga prvi opazili njegovi sošolci. Kljub uspešnemu oživljanju je deček nekaj dni pozneje umrl v bolnišnici. Na mariborskem kopališču Pristan pravijo, da je bilo že takrat poskrbljeno za varnost, a vendarle so po dogodku postali dodatno pozorni na dogajanje po bazenih. Kaj drugega bi bilo povsem neodgovorno, saj ga praktično ni mariborskega otroka, ki se tukaj ne bi učil plavanja. Okrog 4, 5, 6 tisoč otrok teh nižjih skupin je tukaj. Tako so danes poleg voditeljev plavanja šolarje na bazenu varovali še 3 reševalci iz vode. Opazujemo bazensko ploščad in da vse poteka normalno, pa da je red na bazenu. A še danes ni jasno, kako pred 4 leti v Pristanu nihče ni opazil, da je bil 6-letnik pod vodo očitno več minut. Tudi zato njegovi starši v ločeni odškodninski tožbi zaradi duševnih bolečin od odgovornih zahtevajo skoraj 82 tisoč evrov.